Dobrodošli znova v seriji Forbesovih pogovorov 30 pod 30, v katerih gostimo mlade talente. Moja gostja je danes Anja Šurina, doktorska študentka na švicarski univerzi EPFL. Raziskuje na področju umetne inteligence in strojnega učenja, osredotoča se na uporabo velikih jezikovnih modelov za znanstveno odkrivanje, usmerja pa se tudi na razumevanje temeljev inteligence in kognitivnih sposobnosti teh modelov. Anja, pozdravljeni in lep pozdrav v Švico. Pozdravljeni. Za laika se sliši še kar zapleteno to, kar raziskujete. Lahko poenostavljeno pojasnite, kaj proučujete? Ja, torej moje raziskovalno delo se osredotoča nekako na dve vprašanji. Prvo vprašanje je to, kako z modeli umetne inteligence odkriti nova znanja, torej kako najti nove rešitve v znanosti, tehnologiji, matematiki, recimo kako odkriti nove algoritme, nove dokaze. Nekako drugo vprašanje pa je, kakšna je ta nova vrsta inteligence, ki jo imajo te najnovejši modeli, na kakšen način je drugačna od naše človeške ali pa drugih bioloških inteligenc in na kakšen način je mogoče podobna in pa nekako, kaj je potem, pri čem moramo biti pazljivi, ko uporabljamo to inteligenco. K temu se bova podrobneje vrnili še pozneje. Aprila ste zaključili 9-mesečno študentsko raziskovanje v londonskem DeepMindu. Vstopnico v Googlovo podjetje ste si prislužili z enim od člankov, ki ste ga objavili. Kaj ste v njem odkrili oziroma dokazali, da je pritegnil pozornost tega velikega tehnološkega podjetja? V tem članku smo izboljšali eno izmed metod, ki jo je Google DeepMind razvil, oziroma eno izmed prejšnjih različic te metode, ki je bila aktualna v tistem času. Bolj konkretno, ta metoda, ki so jo razvili, je metoda za odkrivanje novih algoritmov oziroma izboljševanje algoritmov, ki jih že imamo, in nekako optimizacijo nekih kosov kode. Recimo, če dam bolj konkreten primer, ta metoda se lahko uporabi za optimizacijo različnih logističnih problemov, potem za optimizacijo električnih omrežij, kvantnih vezij, recimo, da se odkrije algoritem, ki pospeši množenje matrik. In v tem našem članku smo predstavili idejo, kako to metodo izboljšati, kako jo narediti bolj učinkovito. Bolj specifično ta ideja je, da model ni fiksen, ampak ga nekako treniraš s temi tehnikami spodbujevalnega učenja oziroma reinforcement learninga, je angleški termin. In s tem modelu pomagaš, da hitreje pride do rešitev in da nekako bolj učinkovito išče v tem prostoru možnih odgovorov. Potem ste v Google DeepMindu, enem najboljših laboratorijev umetne inteligence na svetu, raziskovali, kako je z velikimi jezikovnimi modeli mogoče dati odgovore na nerešena matematična vprašanja. Nedavno ste o tem objavili tudi članek. Kaj ta dognanja pomenijo v praksi? Kako nam recimo izboljšujejo življenje? Kaj se spreminja zelo konkretno? Ja, torej pri mojem delu v DeepMindu sem bila del ekipe, ki je razvila sistem AlphaProof Nexus. To je sistem, ki s pomočjo umetne inteligence lahko najde dokaze za še nerešena matematična vprašanja. Nekatera od teh so bila odprta več kot 50 let. In nekako pokažemo, da je umetna inteligenca na tej točki, da lahko metode postanejo toliko zmogljive, da lahko pomagajo profesionalnim matematikom pri njihovih problemih. Se mi pa zdi, da je bolj kot mogoče konkretni dokazi pa konkretni odgovori na te probleme, je večji doprinos tega članka to, da pokaže, da smo na tej točki, kjer je to mogoče. Recimo, pred enim letom so bili te modeli na točki, kjer so recimo za matematične olimpijade, ki so ene izmed, najbolj prestižno matematično tekmovanje za srednješolce. Na tem tekmovanju bi
te modeli dosegli zlato medaljo. Ni bil pa nekako najbolj jasen, zdaj, koliko hiter bo šel lahko napredek teh modelov naprej in pa nekako koliko zmogljivi bodo lahko postali, sploh zato, ker ko prideš enkrat v neke te bolj nišne raziskovalne vode, je vse manj podatkov in vemo pa, da te modeli potrebujejo veliko podatkov, nekako, da postanejo res dobri v določenih problemih. So ta dognanja lahko uporabna recimo tudi na drugih področjih, naprimer v medicini, za odkrivanje vzrokov bolezni, ki jih še ne poznamo, kar potem privede tudi do hitrejšega razvoja novih zdravil? Ja, torej, te metode nekako, sploh zato, ker veliko jih temelji na modelih, ki so modeli za generalno uporabo, torej niso to modeli, ki bi bili trenirani samo za določeno področje, ampak na določenem datasetu. To se pravi, nekako končni cilj razvoja vseh teh metod je, da se opolnomoči človeške znanstvenike in da nekako človeška znanost gre hitreje, lahko hitreje najdemo nova znanja, nove inovacije. Recimo čisto konkretno, v biologiji oziroma v biomedicini je pa ta recimo metoda, ki je razvila ekipa, ki sem se ji pridružila, DeepMind, AlphaEvolve je bila uporabljena, da je izboljšala model Deep Consensus, ki je model, ki se uporablja v genomiki. Kot sem omenila že, je DeepMind eden najboljših laboratorijev umetne inteligence na svetu. Kakšna je delovna izkušnja, raziskovalna izkušnja v takem okolju? Izkušnja je res vrhunska, imaš priložnost se zelo veliko naučiti, imaš priložnost delati z znanstveniki, ki so svetovni strokovnjaki na svojih področjih. Potem druga stvar je to, koliko imaš na voljo sredstev in pa nekako, koliko dragi so lahko tvoji eksperimenti. Recimo v akademskih laboratorijih, kot doktorski študent, moraš biti velikokrat pozoren, da tvoji eksperimenti pridejo v nek budžet, to se pravi, moraš temu primerno izbrati, kaj sploh lahko raziskuješ in pa potem koliko velike modele lahko treniraš, koliko različnih eksperimentov lahko poženeš, medtem ko je ta budžet na DeepMindu nekako drugega velikostnega razreda. In si lahko v raziskovalnem smislu privoščiš veliko več? Ja, tudi nekako projekti so lahko veliko bolj ambiciozni, v večjem obsegu in pa tudi nekako te ekipe so lahko večje. Čez poletje pa se boste pridružili ekipi londonskega startupa Inherent, ki so ga ustanovili nekdanji raziskovalci pri Google DeepMindu. Ste se tam spoznali? Ja, ustanovitelji Inherenta so bili prej pri DeepMindu, se pa nismo direkt tam spoznali, zato ker so me kontaktirali, če bi se jim pridružila, so v bistvu zdaj že štartali s tem startupom, tako da niso bili več zaposleni v DeepMindu, tako je bil prvi sestanek drugje v Londonu, ne na DeepMindu. Inherent razvija agente umetne inteligence, ki odkrivajo novo znanje. Pred kratkim so za ta namen zbrali tudi 50 milijonov evrov tveganega kapitala. Svoje delo označujejo kot nov pristop k znanstvenemu raziskovanju. Zakaj točno gre in tudi kakšna bo vaša vloga? Torej, cilj Inherenta je, da razvije procese, to se pravi, da nekako zrevolucionira znanstveni proces v smislu, kako najbolj integrirati, na najboljši način integrirati umetno inteligenco v ta proces, da nam nekako skrči čas do tega, da pridemo do novih odgovorov, da odkrijemo nova znanja. Na enem izmed prvih sestankov mi je en od članov ekipe rekel, da cilj ni, da dobiš naslednjo Nobelovo nagrado, cilj je, da razviješ proces, kjer bo tako umetna inteligenca kot človek, kjer bo ta proces bil zmožen dobiti naslednjo Nobelovo nagrado. Ker kot sem prebrala, oni si s platformo Faraday prizadevajo združiti človeško znanstveno raziskovanje z naprednimi sistemi umetne inteligence, da bi ustvarili nove izume in inovacije, kot ste tudi omenili. Pri skladu Index Ventures, ki je vodil investicijsko rundo, pravijo, da je večina umetne inteligence zasnovana za odgovarjanje na vprašanja, kar pa da še ne more storiti oziroma ugotoviti je, katera vprašanja so sploh vredna, da se jih zastavi. To je tista odprta radovednost, ki je ustvarila penicilin,
mikrovalovno pečico, grafični procesor in da je to vrzel, ki ne bi jo zdaj poskušal zapolniti Inherent. Sliši se zelo ambiciozno. Ja, tako kot ste rekli, imamo demonstracije tega, da je umetna inteligenca zmožna najti nova znanja, ampak to so nova znanja za probleme, ki jih je zastavil človek. Recimo že v našem članku, to so vprašanja, ki so se človeški matematiki, ki so jih zastavili človeški matematiki in ki se človeškim matematikom zdijo zanimiva in vredna vedeti odgovor na njih. Nimamo pa še nekakšne demonstracije tega, da bi pa zdaj umetna inteligenca lahko postavila res zelo dobro vprašanje, ki bi, naprimer v matematiki bi to izgledalo kot vprašanje, ki bi odgovor na njega nekako odkril ali pa razvil novo vejo matematike. Vemo pa nasploh v znanosti, da je to, da si postaviš ta pravo vprašanje, je nekako vir velikih prebojev in velikokrat je nekako pridejo te preboji bolj iz tega, da na problem pogledaš z drugega zornega kota, pa se vprašaš nekaj novega, kakor pa da mogoče iščeš odgovore na vprašanja, ki so bila že zastavljena. In je tudi nekako zelo težko trenirati te modele umetne inteligence oziroma razvijati metode, ki so zmožne te neke umetne radovednosti, zato ker to okolje je tako zelo nedefinirano. In je težko mogoče direktno najti signal, na katerem jih lahko poročiš. Na poslovnem omrežju LinkedIn ste zapisali, da veliki jezikovni modeli postopoma nadomeščajo iskalnike kot vmesnike za dostop do dejstev, vendar znanja ne obravnavajo enotno, kot ste pojasnili, citiram, raziskujemo dejansko vrzel med generiranjem in preverjanjem, torej razliko v zmožnosti modela za generiranje v primerjavi z zmožnostjo za preverjanje. Lahko poveste kaj več o tem in tudi kako je to lahko problematično za tiste, ki se na te modele zanašajo, če recimo še niso zmožni preverjanja? Ja, to delo se bolj nanaša na to drugo vprašanje, torej kako razumeti inteligenco teh sistemov. In v tem delu bolj konkretno pokažemo, da če vprašaš isto stvar na dva različna načina, zdaj načeloma, če to vprašaš nekega človeka, pričakuješ bolj kot ne isti odgovor, medtem ko pokažemo, da pri teh modelih umetne inteligence pa to ni čisto in lahko dobiš dosti drug odgovor, glede na to, na kakšen način vprašaš isto stvar. In je mogoče še ena demonstracija tega, da ta inteligenca ni ista kot človeška inteligenca in recimo bolj konkretno tukaj je treba biti pazljiv, ker se te modeli uporabljajo bolj kot, zamenjujejo skoraj te iskalnike, oziroma že sam na iskalnikih, recimo vsaj na Googlu imaš ta AI summary spodaj, ki ti proba dati odgovor s pomočjo tega, da nekako umetna inteligenca prebere vire in ti potem da odgovor. Ki pa ni nujno točen, ne? Ja, so bili demonstracije, ki so bili te odgovori zelo netočni. Napačni, ja. Nekatera podjetja, med njimi zdaj po novem tudi Inherent, stavijo na to, koliko se bo tehnologija sposobna sama izboljševati. Gre za tako imenovano rekurzivno samoizboljševanje. S tem se ukvarjate tudi vi. Glavni izvršni direktor Antropika Dario Amodei je glede tega oziroma rekurzivne inteligence nedavno opozoril na tveganja, če takšni sistemi ostanejo brez nadzora. Pa me zanima, kako rekurzivno samoizboljševanje doseči na varen način, s čim manj tveganja, da gre kaj narobe, in tudi me zanima, kaj vse gre lahko pri tem narobe, kakšne so lahko posledice in ali to sploh vemo, glede na to, da v takšnih situacij sploh še nismo bili. Ja, to je zelo pomembno vprašanje, kako to rekurzivno samoizboljševanje doseči na varen način. To je vprašanje, na katerega o katerem veliko ljudi razmišlja, veliko ljudi razvija metode in pa tudi neke investicije gredo v to vprašanje. Zdaj, pomemben je, da nekako varovala ostanejo vedno en korak pred zmogljivostjo teh sistemov.
Na nek način pa ni to prvič, da smo kot človeštvo, da imamo dostop do neke tehnologije, ki je, ima na nek način, je dual use, to se pravi, ima potencial za res revolucionarne nove preboje, pa na drugi strani ima nekak potencial za res destruktivno. Naprimer, atomska fizika je nekako ista atomska fizika, ista dognanja v znanosti, so nekako privedli do tega, da imamo zdaj jedrske elektrarne, in pa tudi do tega, da se je razvila atomska bomba. Tako da je tukaj še vedno, nismo nekako kot človeštvo nimamo prvič opravka z neko tako res zelo močno tehnologijo. Ja, je pa zelo pomemben, da ohranimo nadzor, pa da gre vse, da ne gre nič narobe. Ja, ker zato konkretno pa ne vemo, kakšne so lahko posledice, recimo, če se ti modeli, ki se samo izboljšujejo, poženejo do neslutanih razsežnosti. Ja. Je pa vprašanje tudi, kako že obstoječe sisteme obdržati na vejetih, ne samo prihodnje, ki se šele razvijajo, ampak tudi te, ki jih že imamo, ne? In tudi kdo bo do njih dostopal. Pred dnevi je recimo Anthropic dal v javnost najzmogljivejša modela umetne inteligence Fable 5 in Mythos 5. Ameriška vlada pred dnevi zelo na hitro naložila podjetju, naj omeji dostop za tuje državljane, kar bi pomenilo, da morda celo nekateri od tistih, ki so modele razvijali, ne bi mogli dostopati do njih. Ja, to je sorodno vprašanje prejšnjemu in nekako je zelo pomembno, da hitro najdemo odgovore na vprašanja, kdo ima lahko dostop do teh najbolj zmogljivih modelov. To je kakšen je proces tega, da se ta model nekako da v dostop javnosti, bi mogoče mogli najprej biti nek čas, kjer mogoče določena skupina strokovnjakov z določenega področja ima dostop do tega modela, da mogoče pripravi to področje, da se potem kdorkoli ga lahko ta model uporabi. Ja, to se pravi, ta zgodba z Fablom, prejšnji teden je pa bila, da so dali javno dostopen ta model, ki je v bistvu verzija modela Mythosa, samo tam ima čez neka varovala, ker za določena področja nimaš dostop do zmožnosti tega najbolj naprednega Mythosa, ampak je ta zmogljivost tega modela na področjih kibernetske varnosti, biologije, pa potem nekako pisanja koda za treniranje modelov je slabša. In potem v petek je ameriška vlada dala direktivo, da se do tega modela ne smejo dostopati ljudje, ki niso državljani, ki niso ameriški državljani. Ja, tako da to je vprašanje, kdo lahko dostopa do teh modelov, je nekaj, kar moramo rešiti danes, pa nekako se začeti o tem resno pogovarjati. Ukvarjate se tudi s tem, kakšna je nova inteligenca, ki jo imajo jezikovni modeli. Kako se ta inteligenca uči, v čem se razlikuje od človeške in drugih oblik inteligence in na kaj moramo biti pozorni pri uporabi? Na kaj moramo biti pozorni pri uporabi? Ja, torej, kakor sem mogoče že prej malo omenila, je ta inteligenca drugačna in lahko recimo dobimo zelo super odgovore na določena vprašanja. Mogoče tudi odgovore, ki so boljši od tistih, ki bi jih dobili od človeških strokovnjakov za določena vprašanja, medtem ko lahko za druga vprašanja spektakularno fejlajo. In to je nekako, mogoče si težko nekako imeti nek koherenten mentalni model, kako je zdaj to možno. Mogoče ena stvar je, da to se pravi, zmogljivosti teh modelov so zelo pogojene s tem, kakšni točno so podatki, na katerih se učijo. In pa tudi nekako volumen podatkov, na katerih se učijo, je veliko večji od tega, kar lahko katerikoli človek v celem svojem življenju prebere. O umetni inteligenci se pogosto govori na eni strani ali z navdušenjem in je seveda tudi deloma upravičeno, ker spreminja veliko stvari izboljšuje, olajša delo, življenje in tako naprej.
na drugi strani pa zaskrbljenostjo, nekaj od tega sva tudi že danes omenili. Pa me zanima, kako vi vidite to področje, kaj so prednosti in kaj pasti za človeka? Ja, na eni strani sem definitivno navdušena nad tem potencialom, ki ga ima umetna inteligenca, da v bistvu nam pomaga rešiti probleme, ki so zelo težki, ki jih rešujemo že dolgo časa in nekako nam pomaga pospešiti razvoj znanosti, tehnologije. Na drugi strani je pa zelo pomembno, da to naredimo na varen način in da ta eksperiment se ne uide izvajati. V tujino ste šli že takoj po diplomi na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko, magistrirali ste na švicarski fakulteti ETH, raziskovalno ste gostovali tudi na Kanadskem inštitutu za umetno inteligenco Mila in na Univerzi Stanford v laboratoriju profesorja Jureta Leskovca. Zdaj ste, kot sva omenili na začetku, doktorska študentka na švicarski univerzi EPFL. Kako se študij v tujini primerja s tem v Sloveniji? Torej, jaz sem po dodiplomskem študiju šla v tujino, ker so bila ta področja, ki so me takrat zanimala, nekako bolj razvita v tujini, pa potem tudi je bilo več priložnosti za raziskovati v tujini. Ena stvar, ki mi je bila všeč v tujini, je ta, da imaš veliko svobode pri tem, da si nekako skreiraš svoj predmetnik. Torej, recimo bolj konkretno na magisteriju imaš neke okvirne module, znotraj katerih moraš zbrati določeno število kreditnih točk, ampak točno katere predmete znotraj teh modulov boš pa opravljal, si pa sam zbereš. Ker pri nas recimo ni mogoče, verjetno. Mislim, nasploh je magistrski študij, nekako imaš več svobode, kot recimo na dodiplomskem študiju. Tako da ne moram direkt primerjati teh dveh, ker nisem iste stopnje opravljala v Sloveniji pa v tujini, ampak se mi zdi tudi na določenih dodiplomskih programah v tujini imaš mogoče majčkeno več svobode. Potem druga... Ja, izvolite. Druga stvar je mogoče to, da je okolje zelo mednarodno in imaš sošolce z celega sveta. In to so res zelo ambiciozni, zanimivi ljudje, zelo strastni do tega, kar delajo, in je zelo zabavno biti v tem takem okolju, kjer nekako nenehno brbotajo ideje. In pa tudi mogoče povezan s tem se mi zdi, da nekako kultura startupov je bolj izrazita v tujini, sploh recimo Stanford je svetovno znan po tem, da se veliko startupov rodi na kampusu, je pa to se pravi potem tudi ta kanadski inštitut Mila je v bistvu inštitut, kjer pod isto streho so tako akademski raziskovalci kot startup, to se pravi je na nek način ta pospeševalnik startupov in se te sfere mešata. Potem pa tudi tako z ETH-ja kot z EPFL-ja v Švici veliko startupov pride. Torej, čeprav razumem, je veliko tega mešanja med raziskovalci in med startupi, kar je pri nas bistveno manj. Mislim, nisem delala v Sloveniji magistrskega ali pa doktorskega študija, da bi mogoče direkt lahko imela točen primerjavo, ampak ne vem, vsaj mogoče, če pogledamo po številkah, je drugače. Kakšni so pa vaši načrti za naprej po doktorskem študiju? Akademska kariera, vas bolj ta smer zanima ali bolj industrija, morda tudi lasten startup? Ja, na to vprašanje pa še nimam odgovora. Bom se odločila takrat, ko bo čas za to. Pa mogoče na nek način tempo razvoja je tukaj, da je mogoče težko planirati tako naprej. Torej, nimate še odločitve glede tega? Ne. Anja, najlepša hvala za pogovor in veliko veselja in uspehov pri odkrivanju novih stvari vam želim. Hvala. Glavna podpornika izbora 30x30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije tehnologija in znanost je Telemach.